Svoje misli o miru nam bo s pomočjo besed predal predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic, gospod Gregor Pečan. Prosim. Spoštovani gostje, ljudje dobre volje. Ne glede na to, ali smo običajni ljudje, politični funkcionarji, karkoli danes, računam, da ste se vsi zbrali tu zato, ker vam današnji dan, 21. september, Mednarodni dan miru, nekaj pomeni in ker želite svojo prisotnostjo tu povedati, da je mir tisto, kar je najpomembnejše v življenju in na svetu nasploh. Je pa hkrati to, če malce razmislimo, zelo zlorabljena beseda, zelo pogosto posiljena in pravzaprav, če bi šli analizirati od konca zadnje največje svetovne vojne, druge svetovne vojne, vprašanje, če je sploh bilo kakšno leto, ko ni na toliko koncih sveta divjala vojna, da bi lahko, če bi bile jasne neke opredelitve, kdaj se neka vojna lahko opredeli kot svetovna, da so zelo pogosto bili spopadi takih obsegov na različnih koncih sveta, da bi lahko mirno govorili ponovno o nekem svetovnem konfliktu, ki pa pač ne divja čisto v vseh deželah. Kje so že tisti časi, ko je v klasični Grčiji, v stari Grčiji, za čas olimpijskih iger moral Bog vojne odložiti svoje orožje in je bil popoln mir. Danes tega olimpijskemu gibanju ne uspe več in enostavno boji divjajo vse povsod. Ne vem koliko, več kot stoletje tega, kar je teoretik vojne Clausewitz postavil definicijo, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi, to se pravi, nasilnimi sredstvi. Zakaj je sploh potrebno, da se kdaj politika nadaljuje na drugačen način, na nasilen način? Predvsem sem prepričan, da tule vsi, ki smo prisotni, smo istega enotnega mnenja, da nikoli ni potrebe, da bi se politika v svojem, torej diplomatskem smislu spreminjala v tisto, kar bi najmanj, kar bi lahko rekli, nediplomatsko, v resnici pa nasilno. In potem je seveda tu še mnogo različnih razlogov, zakaj pravzaprav je potrebno včasih prijeti za orožje. Kadar si napaden seveda in ko gre za tvoj obstoj, takrat pač odgovoriš na tisto nasilno nadaljevanje politike, zato ker ti enostavno nič drugega ne preostane. Če bi šli analizirati vse te spopade za zadnjih, torej vsaj 50 in več let, bi začeli ugotavljati, da je skupna značilnost vseh teh, da je najpogosteje bil razlog ekonomski, včasih izredno slabo prikrit, včasih bolje prikrit, ker konec koncev tudi pri drugi svetovni vojni je šlo za ekonomske razloge, vsaj takšno je bilo opravičilo zaradi nepravične razdelitve sveta in tako naprej, kam je to pripeljalo do najhujšega genocida v zgodovini človeštva. In ostale vojne, ki so se zgodile potem, pravzaprav imajo povsem isti pečat. Če pogledamo danes, je skoraj zagotovo v ozadju energetsko vprašanje, pred 20 leti dobrimi prav tako Irak in podobna prizorišča, skupna značilnost vseh. In tukaj lahko potem začnemo iskati tiste interese, tiste poganjavce
spopadov. Skupna značilnost je, da so po vseh teh vojnah najbogatejši še bogatejši in najrevnejši še revnejši, njihovo število se pa drastično povečuje. In tukaj torej ugotovimo lahko, da je vzrok veliki večini vojn, ki divjajo, eden od naglavnih grehov, in to je pohlep. In ne glede na kakršnokoli veroizpoved ali politično prepričanje, je žalostno, da odločevalci in voditelji vedno imajo polna usta miru. Tudi tisti, ki jih deklarirano najdemo na strani agresorjev, in žalostno pri tem je seveda, da je tukaj povsem brezsramno na delu pravica močnejšega in argument moči. In ne glede na vse dokaze in stvari, ki jih ugotovijo naknadno ali pa že med samimi spopadi, vsi tisti, ki so povzročili takšne spopade, ker prihajajo iz strani moči, nikdar ne odgovarjajo za svoje dejanja. In zato je izjemno pomembno, da je ljudi, ki verjamemo, da je edini pravi odgovor za življenje mir, da nas je čim več in da dvigamo svoj glas in da ne pristanemo na to, da je lahko sila, torej tisto nadaljevanje politike, ki naj bi prinesla rešitev. Nikoli ne prinese rešitve. Nikoli. Tako da hvala vsem za udeležbo danes na tem mestu, kjer pošiljamo v svetu tudi naš glas, da verjamemo, da je mir tisto, za kar bi se morali boriti vsi, in da je sila napačen odgovor in da ni tista možnost, ki lahko prinese to, kar si pravzaprav želimo vsi, in to je življenje v miru, v blagostanju. In bilo bi prav, da pozovemo vse odločevalce, da ne vendarle bistveno bolj aktivno pristopijo k reševanju podnebne problematike, ker nam planet dobesedno gori pod nogami, namesto da se vojskujemo, da namenjajo države največja sredstva pri raziskavah za raziskave in odkrivanja novejših, boljših, bolj uničujočih orožij. To je napačna pot, to je slepa ulica in bi se morali podajati čisto v drugo smer. Tako da čestitam vsem združenjem veteranov za doprinos pri borbi v pravičnih, ker vse tele vojne, ki so bile na našem ozemlju, ki so potekale, smo bili prisiljeni prijeti za orožje, zato da smo ohranili sploh našo besedo, naš narod, našo samobitnost, in to je edini upravičen razlog, kadar nekdo prime za orožje. Hvala vam za povabilo, da sem lahko nagovoril vsa združenja in naj bo čim prej mir na celem svetu.